Lep pozdrav, dobrodošli. Aleksander tukaj, ponovno z vami. Upam, da me vidite, slišite. Pozdravljam tudi tebe, Andreja. Hvaležen, da ste z mano, da ste z nami. Zelo lepo, da ste seveda v takšnem številu in tudi, da bomo lahko danes imeli nekaj praktičnih primerov. Predvsem imamo 3 čudovite goste. Jaz imam nekaj zanimivih vsebin, slajdov in hkrati tudi na koncu priložnost za morebitna vprašanja. Seveda, ko smo danes tukaj, je ključno to, da Sander, se odmjutaš, prosim, oprosti. ja, je veliko priložnosti za to, da se res ogromno naučimo o sami manifestaciji in kot rečeno, pričakujem res zanimive goste, ki bojo z nami. Jaz bi morda na samem začetku, preden gremo naprej v nadaljevanje, bi samo toliko poudaril to, da kaj je hipnotična manifestacija? To je uporaba hipnoze za lažje in hitrejše manifestiranje. Pozor, manifestacija ni zato, da boste dobili dobre stvari ali pa da boste dobili to, kar hočete. Temveč zato, da se spomnite, da ste vi tisti, ki ustvarjate svojo izkušnjo življenja. Jaz verjamem, da ste veliko izmed vas tukaj zato, da bi radi dobili kakšno konkretno stvar, ne? Zdaj pa, rad bi pa, da se predvsem zavedate, to je bistvo tega, kar vas hočem naučiti skozi te dni, da ste vi tisti, ki ustvarjate svojo izkušnjo življenja. Zakaj je to pomembno? Ker vi manifestirate že zdaj, če hočete ali nočete, vi ste v procesu manifestacije, tudi zdaj. In ker se učite prevzemati odgovornost za svoje življenje, boste skozi razmišljali, kakšno vibracijo oddajam in kaj mi življenje sporoča. Ker vi se lahko v vsakem trenutku življenja zaveste, to vibracijo, ki jo zdaj oddajam, ta me pelje proč od tega, kar hočem. Ta vibracija, ki jo zdaj oddajam, je tisto, kar iščem. In ko se boste naučili delovati z neko vizijo, s tem, kar bi radi, ne s preteklostjo ali pa s tem, kar ste navajeni, ali pa z neko cono udobja, se boste lažje uskladili s tem, kar bi radi. Se lažje osvobodite in dobite svojo ustvarjalno moč, ker ne bi rad, da boste zdaj jemali to kot neko tehniko. Zdaj pa to je A, B, C, D. In potem cel dan v slabi vibraciji. Ja? Sam ta uvod sem hotel narediti, ker mi je res bilo bistveno, da razumete, da ne govorimo o neki tehniki, temveč o načinu življenja. In še nekaj, res sem hvaležen za vaše vprašanja in iskreno opravičilo celotne ekipe, še zdaj ne ugotavljamo, kaj je bilo narobe, da niste mogli eni vstopati v našo učilnico, da eni me niste slišali in seveda, da številni niste mogli ankete izpolniti. Zdaj, če mi dovolite, a sem lahko direkten z vami? Ker to me res fascinira. Torej, mislim, zdaj sicer jaz ne vidim, kaj mi pišete, ker sem v tem mojem predavateljskem modu, ne, način, kako ste se odzvali na anketo eni, ki vam ni delovala, in to je taka majhna, nepomembna stvar, mi pove, kako se odzovete na splošno v življenju in kakšno vibracijo oddajete. Zdaj, eni bi radi zadeli na lotu jackpota in hkrati vas ena taka stvar vas že iztira. In eni ste bili čudoviti, ste nam napisali, Aleksander, sem večkrat poskušala, 5krat sem že poskušala spomniti, anketo ne deluje, jaz vam po mailu pošljem, upam, da me boste žrebali. In vse, kar ste nam napisali, smo dali v boben za žreb. To pomeni, da tudi, če niste izpolnili ankete, samo da ste nam napisali, da ste se potrudili, je bil eden izmed načinov, kako ste lahko seveda bili morebitno izžrebani. In ste se pa tako jezili, pa to, pa ono, pa dede čara. Torej, življenje vam bo skozi dalo neke preizkuse in vi ste tisti, ki zberete, kako se na te preizkuse odzovete. To je bil sam tak kratek uvod. Jaz imam vaša vprašanja pripravljena, zgoščeno, ker jih je bilo več kot, vendar so malo pogrupirana skupaj. Neka so vsebinska, neka so pač po temah razporejena in tako naprej. Preden to naredim, bi rad seveda pozdravil naše čudovite gostje in seveda se zahvalil njim za to udeležbo. Andreja, tebi za pomoč, da smo jih lahko sploh seveda dobili. Vidim že Nino med nami, zato seveda jo pozdravljam. Predlagam, ker je ona nekje na prvem mestu, da ji damo priložnost,
da se nam predstavi, ona je čudovita v manifestacijah. Zakaj vam to zdaj razlagam, zakaj vam to dajem zdaj kot priložnost za učenje, je to, ne, da vidite, kako pač nekateri s pomočjo hipnoze so manifestirali svoje življenje in potem seveda lahko predamo tudi besedo ostalim, če želi kdo kakšno stvar vprašati. Tako da ja, evo, Andreja, če se strinjaš, bi jaz kar povabil Nino. Nina, dobrodošla, hvala, ker si se odzvala temu vabilu, vem, da si zelo zasedena. Hvala za vabilo, jaz sem res vesela, da sem lahko z vami. Dobrodošli vsi, tako da hvala za vabilo še enkrat. Ja, daj nam samo povej, s čim se ukvarjaš, samo toliko, da bomo razumeli, ker vem, da si odvetnica, kakšno pravo prakticiraš večinoma? Tisto, ki ga stranka potrebuje. Jaz se trudim zagotavljati najvišjo raven kakovosti in tista dodatna milja je pa točno z uporabo različnih tehnik, da se stranka lahko lažje odloči, kaj sploh želi. Predvsem pa, da je pomirjena, ker sem ugotovila, da stranka v bistvu ne pride po pravni nasvet, itak je nemogoče, da bi jim razložila, kaj vse je potrebno narediti, bla, bla, bla. To potem jaz naredim, ampak stranka potrebuje tisti občutek, da je vse prav, da je vse v redu, da je točno tam, kjer mora biti in da bo vse okej na koncu, kakršnakoli že bo odločitev oziroma karkoli se bo že izteklo v zadevi, da je to, da je mogoče to neka priložnost za korak naprej. Niso pa vse zadeve lepe. Jaz vem, da vi kot odvetniki se ne smeste reklamirati, je tako? In drži. tudi ne bova zdaj temu jemala, to ni reklama, ker zdaj delava, samo pač se pogovarjamo malo, ne. Torej, kakšne primere, a smemo vprašati, kakšne primere, recimo, kaj so problemi, par primerov, ki si jih reševala v zadnjih par mesecih, a je to zaupno? Vsaka življenjska prelomnica je lahko priložnost in je to tudi primer. Recimo razveze, delitve skupnega premoženja, dedovanja, to so življenjske okoliščine, ki se zgodijo tako ali drugače, vedno nekje nekomu. Potem so lahko tudi kakšne kazenske zadeve, civilno pravo, kakšni spori. In vsaki stranki je njihova zadeva najbolj pomembna, ampak obstaja pa seveda neka skala, če bi tako rekli, neki meter, kaj je pa v objektivnem smislu težje, kaj je lažje. Tako, ampak vsaka stranka pač želi, da se ji posvetimo in pa seveda, da jo pomirimo, ne. Odlično. Mogoče deva samo, ker to je, kako je bilo tvoje srečanje s hipnozo? Torej, ti si prišla s hipnozo, na hipnozo predvsem, ker si bila nisi verjela na začetku, da to sploh deluje, in si prišla predvsem za fizično bolečino. Je tako, če se prav spomnim? Drži, ja. V mojem poslu, pa tudi sicer sem naravnana na to, da pač mora biti vse dokazano, ne. Kar ni dokazano, za mene ne obstaja. Takrat sem bila po nesreči in sem se res ubadala s fizično bolečino, tudi sicer nisem bila v najboljšem stanju, ker nisem mogla delati. Če nisem mogla delati, me je skrbelo marsikaj. Roki so, pošta prihaja, jaz nisem mogla niti tistih niti nekih osnovnih življenjskih navad izvajati na takšen način. In pač sem bila v stanju neke točke preloma, torej rečejo nekateri točka bifurkacije oziroma make it or break it point. In sem hipnoza je bila v bistvu na neki način mi podarjena kot neki izhod v sili, ki sem ga pa vzela kot premik naprej. Se pravi, jaz sem rekla, mogoče bom pa lahko strankam pomagala, takrat, ko pač pridem nazaj v pisarno, bom to uporabila, da jih pomirim, da potem od njih dobim vhodne podatke, ki jih potrebujem. Itak je bilo že od začetka rečeno, da sama hipnoza na bolečino brez neke zdravstvene podpore, brez zdravnika, da naj raje ne poskušamo, da se pač ne posvetujemo s strokovnjakom. Ampak meni je bilo recimo to neki tak začetni korak, pri katerem sem pa potem spoznala, da možgani usmerjajo dejansko vse. To je ena taka
izjemno dobra mišica, ki jo je potrebno samo usmeriti v pravo smer, potem pa ona sama koraka s svojim bobnanjem. In pri meni je bilo recimo to, da sem začela v hipnozi potem uživati, ta prva skepsa sem jo dala na stran, ker treba je vedeti, da v življenju pride bolečina, to je neizogibno. Ampak trpljenje je pa stvar izbire. In naš odziv je edino, na kar lahko vplivamo, in jaz namesto, da sem se takrat spraševala, pa se ukvarjala s tem, česa vsega ne morem. Ljudje so hodili na dopuste, jaz sem šla na dopust v spodnje nadstropje ali pa na Atrij za vikend recimo. In potem sem se začela ukvarjati s tem, kaj vse jaz lahko naredim, tudi v ležečem stanju, ne, kot mislim, pač recimo, da je to nek drug poslovni model, ampak neznansko veliko je bilo tega. In spomnim se takrat Igorja, ki je bil sošolec na hipnozi, takrat na tistem osnovnem tečaju. On ima 7% uvida in je rekel, ja, ampak vse ostalo mi pa dela. In potem sem se jaz sebe vprašala, okej, saj jaz imam vse, jaz imam nekaj preveč, ne, tisto bolečino imam preveč, to sem dobila, to bom dala stran, je nočem imeti, ne, pač rajši imam nov avto recimo, zamenjam, ne, bolečino s čim drugim. In tako se je začelo. Potem smo pa začeli vaditi z sošolci in dejansko je zadeva delovala. Ampak to je bilo na nek način subjektivno, da sem jaz občutila mogoče majčkeno manj nelagodja, da sem se boljše počutila, da sem se nasmejala, da mi je bilo tako prijetno in to. In potem sem rekla, nič, dajmo nekaj merljivega, nekaj, kar je pa objektivno merljivo, kar je v zunanjem svetu zaznavno, ne, to so tisti dokazi, o katerih sem govorila, da pač res rabim dokaz, ne, jaz rabim najboljša številka. In je sošolka dvema nama, ne, drugima sošolkama naredila hipnozo, takrat je bilo usmerjeno za manifestacijo denarja in tudi to je delovalo. Najprej en manjši znesek, pa malo večji. Potem sem rekla, dobro, to je treba zdaj poskusiti, ne, to je sigurno naključje. Ampak mislim, zadeva je res funkcionirala. Po tistem sem pa jaz tako naredila, da sem pogledala, kaj je zdaj od vseh teh področij najšibkejši člen, da sem si te vrednote prevrednotila, da sem si naredila kot neke vrste načrt življenja. Ne, da bi se vprašala, kaj želim, ampak je to tisto, tisto, kar je prišlo, je bila posledica. Jaz sem samo želela preizkusiti pač to znanje, to vedenje. Saj mnoge stvari mi že počenjamo, tako ali tako. Mi se samo ne smemo zatakniti v bolečini in trpljenju, pa gledati nazaj, treba je gledati naprej. In potem, ko opustimo neke tiste iluzorne interpretacije stvarnosti, se naučimo v bistvu imeti svoje življenje pod nadzorom in se odločati, kaj bo naša resnica. Ker resnica objektivno, materialna resnica, se ji lahko samo približamo. Ne moremo je, mislim, vsaka stvar, vsake oči imajo svojega malarja, rečejo, ne. In vsak vidi nekaj, kar se dogaja drugače. Saj če bi zdaj nekdo iz vesolja gledal to, kar imamo mi tu danes, eni bi rekli, da smo se prijatelji srečali, eni rečejo, malo klepetajo, eni bi rekli, nimajo kaj drugega počenjati. Vprašanje, kaj je zdaj tisto, kar je res, a ne, za vsakega nekaj drugega. Bravo. In to neustavljivo moč, ki jo imamo v sebi, naša telesa so najboljši instrumenti, ki jih bomo kadarkoli imeli. To je boljše od vsakega telefona, od vsake fizične stvari, ki obstaja, samo naučiti se moramo uporabljati. In zadeva deluje. Mislim, tako. Res. Nina, čestitam za tvoje manifestacije, navdihujoče, kot vedno. Mogoče, daj nas samo toliko zaupaj, preden predamo besedo že naprej, vidim Igorja. Kaj si takrat ti počutila, no, kaj si manifestirala? Ti si kar 3 finančne zneske manifestirala. A je bilo kakšno čustveno stanje pričakovanja? Mislim, to me res zanima, prav konkretna manifestacija, da tudi naučimo druge, da dobijo druge kakšne ideje. Da se spomniš konkretno, a si rekla, daj mogoče pa bo, kaj si takrat rekla po teh hipnozah? Jaz sem se igrala. Meni je bilo to tako, kot da odkrivam nekaj novega, brez nekih
tako pričakovan, moram, brez tega, da je nekaj obvezno, ampak v bistvu sem se takrat po tistem začela vesti kot nek odgovoren lastnik skladišča neizmernega potenciala. Predtem še ne. Meni je bilo tako samo zanimivo, igrivo, pa v bistvu sem bila vesela čisto vsakega napredka, čisto vsakega malega korakca, ampak ta finančni del mi je bil pa tako fascinanten zaradi tega, ker je to merljivo, ker sem jaz lahko povedala, da je po tej hipnozi naslednji dan ali 2 dni, mislim, tako res ni bilo naključje, ni moglo biti naključje, prišel prvi znesek, pa potem sem rekla, a poskusimo, ne, poskusimo še malo, ne, a poskusimo še zraven. In vem, da smo se potem še malo hecali na to temo, kaj bi pa še lahko. Tako da moj občutek je bil predvsem neke vrste igrivost in navdušenje nad tem, kot da bi dobila neko novo igračo, no, tako sem se počutila. Prav res. Tako, kot da imam neko novo igračo in potem sem se začela drugače vesti do svojega življenja, do same sebe, predvsem pa sem se začela več smejati, pa na drugačen način sem se začela pogovarjati sama s sabo, mislim, tako v tem stilu, vse ostalo mi pa vse dela, jaz imam samo nekaj več in tega ne želim imeti in to bom dala stran. Potem se je pa zgodilo to, da je s tem zavedanjem, da lahko vplivam na zunanji svet s tem, ko sebe spremenim, pa svoj odziv, je dejansko prišla pomoč tudi na drugih področjih. Saj ne, da nikoli ne spodrsne več, seveda spodrsne, seveda imam jaz tudi usta nadol obrnjena, pa sem boga, ne, pa tako, ampak takrat vedno dobim neko pomoč, neko roko od nekod in tako je, da res nikoli ne vemo, od kod, pa kaj je tista prava pot, ki nas potem pa pripelje do nečesa, ne. Meni je recimo ta manifestacija finančna, ki mi je dala dokaz, da pa to res deluje, me je pripeljala do tega, da sem začela na življenje drugače gledati, nisem se več spraševala, kaj vse bi mi moralo ponuditi, ampak sem se vprašala, kaj si bom vzela, ne, kaj je tisto, kar želim. In najbolj so me pa navdušile spremembe, ki so jih pa potem ljudje dosegli, ne morem reči z mojo pomočjo, ampak z uporabo teh tehnik, zdaj bodisi, da so bili to sošolci, ko smo vadili, ali pa stranke, recimo, s katerimi sem prihajala na takšen ali pa na drugačen način do neke interakcije, ne. Takrat pač po telefonu, potem sem začela z malimi koraki malo več delati, ampak stvari so se premaknile, tako drastično. Nina, čestitam za te spremembe in preboje in še veliko uspešnih manifestacij ti želim. Hvala lepa, ki si bila z nami. Hvala, tudi vam, vsem jaz želim enako, predvsem pa rečem, poskusite. Čisto nič ne morete izgubiti, lahko vam samo uspe. Bravo, hvala lepa. Odlično, čau. Igor, te vidim, ko vem, da si rekel, da boš jutro zgodaj vstal, dobrodošel tudi ti z nami, lep pozdrav. Hvala za to udeležbo. Samo malo, da te jaz, evo. Igor, mogoče pri tebi, v bistvu, ti si tudi, jaz bi rekel temu mojster, tako kot Nina je mojstrica manifestiranja, ne, in na začetku je bila neverna. Si imel tudi ti na začetku, ko si začel ta proces manifestacije, dajte sam predstaviti, no, na začetku, vsaj to, da te ljudje spoznajo, tisti, ki te ne poznajo, torej dolgoletni univerzitetni profesor, je tako, sem prav te predstavil, ne, menedžer, vodja in v zadnjem času tudi coach, ne, torej, še kaj bi ti dodal v tvojo paleto tvojih CV-ja, če sem kaj spustil? Tega pomalo, dajmo reči, v 30 letih vsega pomalo. Vsega pomalo se je nabralo, ja, okej. Si ti dvomil, kdaj, ali pa si dvomil v svojem življenju v moč misli in tako naprej, in si kdaj tudi slabo te misli uporabljal, da si potem naredil neko spremembo? Prej nisem uspel pozdraviti, bo rečer vsem skupaj. Ja, Aleksandar, najprej hvala za povabilo, vedno mi je veselje.
moram zdaj zavrteti film nazaj. Ja, sem dvomil. Sem dvomil zelo, ampak to je bilo kar nekaj let nazaj. Dokler ne prideš pač v neko fazo v življenju, ko v bistvu sam narediš neko refleksijo svojega življenja, svoje kariere, recimo kot v mojem primeru, in se pol začneš spraševati, zakaj se mi to dogaja, zakaj ne uspem, zakaj ne dobim tisto, kar si želim. In je to, če si, bom rekel, napačno naravnan, mentalno, lahko zelo frustrirajoče. In pol seveda, ko enkrat to sam sebi priznaš, pol prideš do tega, da moraš nekaj spremeniti, da moraš narediti neko spremembo, in tako pol začneš verjeti te stvari. Ko malo si prebereš, malo ugotoviš, da moraš nekaj spremeniti, mogoče dozoriš malo, ugotoviš, da če bo šlo tako naprej, boš v življenju nezadovoljen, neizpolnjen, in pol začneš malo v te stvari verjeti. Pol imaš dobre prijatelje, ki ti svetujejo, da greš na pravo pot, recimo enega gledate na ekranu, zdaj pa ne mene. In tako pol v bistvu začneš te stvari verjeti. Daj mi opiši, kako si ti prišel do teh konkretnih nekih manifestacij. Zdaj, Nina je že začela to temo bolj, ena stvar, ki je začela, je ta materialna, mogoče bolj merljiva manifestacija, in lahko kakšno rečemo na to temo. Tudi mislim, da je bila ena manifestacija, kar se spomnim, ko sem se s tabo pogovarjal, je ta, da si znal bolj umirjeno reagirati. Se spomniš te debate, ki smo imela? Ker to je tudi mogoče težje zmeriti, ti si pa čutil v sebi nek drugačen odziv na dogodke v svetu. Če si nezadovoljen v svojem življenju, s bilo katerim področju, ne bo to kariera, ne bo to privatno življenje, karkoli, če nisi pomirjen sam s sabo, normalno je, da so tvoje reakcije popolnoma drugačne, dosti bolj agresivne. In je ta debata popolnoma normalna. Jaz spomnim se najine debate, vezana na kariero, in kako ti nič ne gre, in kako seveda nikamor se stvari ne premaknejo, ambicije so zelo visoke, ti si zelo nizko, in tako naprej in tako naprej. In dejansko ugotoviš, da v bistvu z manifestacijo lahko dosežeš marsikaj, v bistvu se pol ta tvoja merila se popolnoma spremenijo. Jaz recimo pri sebi opažam, da odkar sem, pa zdaj ne bo to izgledala reklama, ampak dejansko z Aleksandrom in ekipo začel delati kar nekaj let nazaj, da sem v bistvu sam sebe spremenil. In to verjetno vpliva pol tudi na vse ostalo, in na uspehe, in na vse ostale stvari, ki so se mi pol začele dogajati. Ja, manifestacija, ja, delaš na temu. Dejansko pa pol tudi sam sebe nekako prizemljiš in postaviš neka nova pravila obnašanja, pravila razmišljanja. Nekaj tle, predvsem mi moramo z tem, ko manifestiramo in tako naprej, moramo tle noter tudi malo stvari pospraviti, oziroma urediti. In te stvari v bistvu ti pomagajo, da začneš gledati stvari na nek drugačen način. Jaz še pomislim 10 let nazaj, kakšen sem bil v komunikaciji, v načinu razmišljanja, v ambicijah, nenazadnje. Mislim, jaz sebi ne prepoznam, kaj šele kdo drugi. Če se lahko povem primerov mojih mali milijon. Pa
pa v bistvu dejansko ne vem, kaj se je zgodilo, ne. Bi pa se navezal na eno stvar, ki sem prej, ko sem poslušal Nino, ne, dejansko, ja, super, danes je super govoriti po tolikih letih, kako je zdaj vse super, kar dejansko je, ne. Ampak za priti do tega, to ni lahka pot, ne. Jaz bom danes poslušal Aleksandra in hodil na eno delavnico in pol bom jaz spremenil in jaz bom nov človek, ne. Tule je kar dolga pot do tega, ne, ampak to doseže samo tisti, ki to želi. Tisti, ki sam sebe sprejme, si prizna, da mora nekaj spremeniti in pol je treba, pol se šele pot začne, ne. Jaz ne bom zdaj opisoval od tega, da sem vsak večer porabil zase 1 uro, da sem vsako jutro pol ure od raznih zahval do manifestacij, do raznih manter, ki sem si jih ponavljal in tako naprej, ne, da se je pol dejansko skozi leta vse te stvari, da so se začele pojavljati v mojem življenju, ne, in dejansko, da je prišla svetloba in to zelo močno, ne, če bi asociiral naprej, kaj se je prej dogajalo, ne. Čeprav, če danes, ko danes nekdo pogleda moj CV, reče, kakšen CV, ne, meni se pač do pred par leti je zdel pač nič posebnega. Nič Nisem posebnega. nisem dosegel tisto, kar sem hotel, ne, hotel sem to pozicijo, hotel sem delati v tem podjetju, tega nisem dosegel, pač sem bil nezadovoljen, ne. Danes, če bi me nekdo vprašal, pa postavil vprašanje, kaj bi spremenil, ne, če bi imel, ne vem, 22 let, nič. Točno Ja, ker to. vse te izkušnje so te pripeljale do tega, da si danes v tem, kar počneš in uživaš. Enkrat si mi govoril, ko smo govorila tudi pred našo publiko, si govoril, pa bi rad te to vprašal še, da si postavil vedno cilje višje, kot si upal verjeti in jih pol presegel. Daj povej nekaj o tej temi. No, tudi ena stvar, če smem, lahko govoriva tudi o Tesli, ker Tesla je bila ena manifestacija, ne vem, če komu so všeč Tesla avtomobili, no. Povej mi to, no, kako si nekdo, ki hoče manifestirati, postavi cilj, ki mu je tako velik, da pač niti ne more verjeti. Ja, v bistvu, tako je, ne, na prvi delavnici smo v bistvu ogromno govorili o osebnih ciljih in kolo življenja na vseh področjih in tako naprej, kaj si želimo, ne, in jaz sem skladno s tem v bistvu napisal svoje osebne cilje, ne. Kaj si jaz želim doseči v katerem času. In ja, tle notri so bili in finančni cilji in ostali materialni cilji, ne vem, še cel kup nekih drugih. In ko sem rekel, ne, da sem v bistvu porabil recimo v povprečju 1,5 ure na dan za te stvari, ne, in zjutraj in zvečer in čez dan in v avtu in povsod, spet te stvari niso se pojavile čez noč, ne. To ni bilo iz danes na jutri, ampak to so stvari, ki jih je treba ponavljati, ki jih je treba delati na njih in hvala Bogu in še enkrat hvala Aleksandar in ekipi, da ste me to naučili. In seveda pol te stvari začnejo se pojavljati, ne. Ne, omenil si Teslo, ne, jaz sem imel priložnost enkrat dolgo let nazaj, ko je ta avto prišel ven na trg, en znan Slovenec, ki je takrat vozil ta avto, mislim, da še danes, mi je v bistvu posodil avto in mi je dal za voziti in jaz sem takrat rekel, jaz bom ta avto nekoč imel. Čeprav se mi je zdelo nemogoče, to je tako drago, jaz nimam tega denarja, jaz nikoli tega avta ne bom mogel imeti, ampak vedno sem sanjal in sem rekel, enkrat bom ta avto imel. In to je bilo v moji glavi, se je kuhalo in tako naprej in je bila eden od ciljev zelo visoko postavljenih, ne. Seveda, ko sem pol postavljal si še druge cilje, koliko želim na leto zaslužiti, kaj želim delati in tako naprej, so te stvari v bistvu prihajale ena za drugo, ne, in seveda 4 leta nazaj je bilo kar normalno, da se mi je ta želja izpolnila
In bom rekel, je kar neko zadovoljstvo, ko vidiš, da se ti stvari, če jih pravilno zastaviš, v bistvu pol tudi realizirajo. Na tvoje vprašanje pa, ko si postavljaš večne cilje, ne vem, če se spomniš, Aleksander, enkrat smo mogli, ko smo pisali te cilje, si vedno rekel, dajte si jih ovrednotiti, tiste, ki se da ovrednotiti, ne. In enkrat mi je ostalo v spominu, tudi v eni delavnici, ena tvoja beseda, ko si rekel, dajte si postaviti cilje tako visoko, ko mislite, da so nemogoči, ne. Tisto, kar se vam zdi nemogoče, če si boste postavili prenizek cilj, višjega ne boste dosegli. Torej, če si bom jaz postavil nek cilj tle, več kot toliko ne bom šel. In zakaj bi se zadovoljil s tem, ne? In pol dobesedno na začetku, ne bom rekel, da nisem verjel, ampak mogoče me je bilo malo strah, ne. Jo, pa se, to je nemogoče. To je nemogoče doseči. Potem sem začel premikati meje, ne. Ma ne, sem gledal te številke, recimo, jaz sem si postavil cilj, koliko želim zaslužiti na leto. Super, ful visoko. Mogoče ni mi všeč cifra, mogoče malo več. Potem se spomnim, da sem dvignil za 50%. In potem sem to dvigoval, od tega, ko sem drugič dvignil, sem dvignil še 100%. In če se spomniš, enkrat sem tudi si me povabil kot gosta, sem se glih javil iz tujine, ko sem podpisal pogodbo za točno to številko, ne. In dejansko stvari se zgodijo, če v bistvu jih zastavite pravilno. Predvsem v svojem svetu, ne, v svoji glavi. Pol se stvari grejo tudi, se same po sebi poklopijo. Seveda, vprašanje je pol, kakšne so žrtve za to, da ti prideš do tega. Ampak do svojega cilja, če si ga staviš, boš prišel. Samo če želiš. In iskreno želiš, in to tudi iskreno misliš. Ne, da si ti postaviš nek cilj, jaz si to želim, v sebi pa si mislite, se to ne bo, ne. Ja, pol ne bo. Bravo. Igor, super. Sem ti hvaležen, da si bil ponovno z nami. Jaz mislim, da smo dobili ogromno vrednosti od tebe, od Nine. Mislim, da je še Marija z nami, ki je s Krka, se nam pridružuje, tako da bi tudi njej dali priložnost, da se nam pridruži. Kaj je neka tvoja misel za ljudi, ki bi radi manifestirali cilje na različnih področjih življenja? Imaš kakšen trik, ali da si vsak dan zapišejo, ali ne preberejo, ali še posebej cilje, ki se jim zdijo, tako kot si ti rekel, nedosegljivi. Ne? Ker sem kar nekaj vprašanj dobil takšnih zdaj od ljudi, kako ne jaz, ker sem upokojena, ker imam tako majhno penzijo, zaslužim kaj denarja in tako naprej. Kako lahko nekdo, ki že v štartu, ki ne verjame, in o tej temi bi rad še danes v nadaljevanju govoril, pa mogoče mi daš ti še kakšen dober dodaten nasvet. Kako? Mislim, na svetu tle o temu, kaj naj človek dela, je zelo težko dati. Jaz lahko povem mojo izkušnjo. Jaz sem si ogromno stvari pisal. Če bi danes šli gledati moje zapiske zadnjih, niti se ne spomnim koliko let, mislim, da jih je 10 približno, še ogromno. Vse, kar smo na raznih delavnicah delali, od NLP-ja, coachinga, manifestacije in tako naprej, vse vaje so pri meni šle skozi to, da so bile zapisane. Torej, če je Aleksander ali kdorkoli je vodil delavnico, rekel, dajte si napisati cilje na tem in tem področju, jaz sem si vzel po predavanjih čas, pa naj si bo bilo to 11, polnoči, sem si vse te stvari zapisal. Dejansko ogromno. Ampak nekaterim to ne pomaga. Meni pisanje pomaga, ker si sproti s tem ponavljam in si s tem stvari zapomnim. Dejansko mi pomaga tudi pol, ko grem prebrati, za osvežiti to. Nekaterim pomaga tehnika samo, da v bistvu o tem govorijo na glas, v avtu, karkoli. Nasvet je, najdite si tisto, kar vam najbolj odgovarja.
tista tehnika, ki vam najbolj odgovarja, tisto ponavljajte. Vsaka je pravilna. Veste, Bravo. katera je nepravilna? Tista, ki je ne počnete. Odlično. Katerokoli počnete, je pa pravilno. Zato, ker to in če ne boste uspeli samo, če ne boste delali. Če boste delali, boste počeli, boste uspeli. Bravo. Karkoli že to bo. Bravo, Igor. Preden te zapustim, bi si ti raz še pred to malo skupinico, mislim, da nas je zdaj 213, še enkrat zahvalil. Tisti, ki ne veste, te zgodbe najne, z Igorjem se poznava res že veliko časa. On je bil del ene moje take pro bono. Jaz sem imel eno brezplačno mastermind skupino, sem imel, zdaj govorimo 20 let nazaj, ne? In takrat vem, da sem v tej skupini prav od njega dobil ta nasvet: Aleksander, ti moraš s tem se ukvarjati profesionalno. In toliko let kasneje je prišel on, potem, ker sem vsa ta znanja pridobival po celem svetu, k meni. No? Tako da je bil eden pomembnih iniciatorjev moje poti, neke vrste sugestije. Mislim, ti si že takrat verjel nekaj, kar jaz še nisem verjel. No? In še enkrat res sem počaščen, hvaležen, da se tako križate na eni poti, in ti želim kot coachu, ker vem, da hodiš dosti zdaj v podjetja in pomagaš podjetjem s temi znanji, veliko, veliko uspeha. Hvala, Igor. Hvala tebi, Aleksandar, za vse. Hvala za povabilo in lep večer. Hvala lepa. Evo, poslovni coach, če boste rabili, imate zdaj naslov. In če boste rabili najboljšo odvetnico, ki vas prej da v čudovit trans in pomiri, je tudi tukaj kot z vami. In zdaj pa še ena res čudovita duša, po moje na isti frekvenci, ne, z nami, se nam javlja iz Krka. Ne. Jaz sem ti hvaležen, Marija, da si z nami. Tiste, ki niste videli najinega podcasta, toliko pozitivnih povratnih informacij je dobil, da je to neverjetno. Marija, dobrodošla. Dober večer tebi in tudi vsem poslušalcem in tvojim pomočnikom tudi. Kako je lepo, da si ponovno z nami. Danes govorimo o manifestaciji. Daj nam še ti kakšen nasvet, kako manifestirati. In ti si imela recimo tak primer, ki je tudi dosti vprašanj, kako manifestirati zdravje. Kako nekdo najde neko rešitev na področju zdravja. Mogoče deva nekaj na to temo reči. Ja, zanimivo. Zdravje. Ti se nisi Ja. predala. Ti se nisi predala. Je tako. Ne, jaz sem bila na temu, da ali umrem, ali se pa pozdravim. In pač se je zgodilo. Dejansko res je treba to tako, to manifestacijo je treba tako globoko čutiti. Jaz sem res tako globoko čutila in res sem želela ali pozdraviti se, to je bila prva, če pa ne, pa raje umrem. Tako močno sem postavila to intencijo. In pač potem, ko se mi odločimo za nekaj, imamo pomočnike, mi nismo sami. Ti si velikokrat omenil teh, je Bog, je vesolje. In poleg Boga in vesolja so tudi naši predniki, ki nam hočejo dobro. Je paralelni svet, ki res obstaja, to ni gor, to je okoli nas. In ko se mi odločimo in ko živimo pozitivno, ko samo pozitivno razmišljamo in usmerimo energijo v ta cilj, potem nam vsi pomagajo skoraj dobesedno s čudeži. To se take neverjetne stvari dogajajo, tako da dejansko verjamem v manifestacijo, pa ne samo verjamem, dnevno živim s tem, da manifestiram. Se zavedam tudi, da kdaj negativno, ampak se zelo hitro obrnem, ker se ne splača negativno manifestirati. Vsaka negativna misel, vsako opravljanje je negativno manifestiranje. Zato samo obrniti. Mislim, to, kar si rekla, je ena najbolj pomembnih stvari, ki bi rad, da jo še enkrat poudarim. Nina je o tem že rekla, Igor je tudi to izpostavil. Torej, ne rabite biti skozi pozitivni. Jaz nisem,
Pripričan sem, da tudi, ko si ti reka, Marija, nisi. In recimo, že Andreja bo priznala, upam, da boš priznala, Andreja, da tudi jaz bistveno manj jamram, ker en cajt sem je jamral preveč in pa sem ugotovil, zakaj jaz jamram, ker ne koristi in škodim sam sebi, stop. Tako je, še zmeraj mičkano lahko se pojamram, mičkano, pa to mora biti prav pikica in drugo, dajmo iskati rešitev, dajmo iskati, kaj pa lahko naredimo. Pa recimo, Marija, kaj bi rekla nekomu, ki mu zdravnik reče, tu je diagnoza in diagnoza pomeni, da ni rešitve, kaj bi tvoj nasvet tukaj? Mislim, spet, mislim, da si v podcastu nekaj zelo dragocenega rekla in bi rad ti to ker takrat nisem tako razumel in pa sem še enkrat poslušal v tej najnem pogovoru. Treba je dati zdravnikom vse priznanje, ker brez njih praktično, sploh zdaj, ker sem imel jaz neko operacijo pred kratkim in brez njih ne bi mogel pač funkcionirati verjetno. Tako da je zelo dragoceno, da jih imamo in da se obrnemo k njim po nasvet. Včasih pa tudi oni rečejo kakšno stvar, kjer ne vidijo upanja, pa mogoče upanje je. Je kakšen nasvet tukaj? Ja, vsaka diagnoza niste vi. To je samo diagnoza. Vi ste pa nekaj veliko več. Vi imate poleg fizičnega telesa, ki je zbolelo, imate energetske kategorije, ki lahko prevzamejo skoraj vse delo fizičnega telesa. To pa lahko začute, ko zvišujete vibracijo, ko postavljate ta prave namere, ko res ste v teh višjih čustvenih stanjih, ti si jih omenil v teh 3 dneh, hvaležnost, ljubezen, brezpogojno sprejemanje, imajo visoko vibracijo. Ostanite v visoki vibraciji, manifestirajte ali s hipnozo, ali s katerim koli drugim in lahko presežete diagnozo. Diagnoza niste vi. Bravo, čudovito. Mislim, to, kar je rekel Igor, sem zelo, pa dopolnjujem to, kar si ti rekel, tako da vse 3 povezujem, ne, ker je bilo tako zelo, mislim, prav usklajeni ste bili danes, se mi zdi. Kar je bilo dragoceno to, kar je rekel on, najslabša tehnika pa je tista, ki je ni. Ne. Torej, kot si rekel ti, ne, pač jaz tukaj sicer propagiram hipnozo kot orodje, ne, pač s čimrkoli pomagajte si, da dvignete vibracijo, ker v boljši vibraciji boste bolj kreativni, boste imeli pač dostop do večjih virov in tudi lahkotneje prišli do želenega rezultata. Ne. Imaš kakšen nasvet, kaj nekdo naredi, ko zjutraj vstane? Imaš ti kakšen ritual, se zahvališ za nov dan, vemo, da boš imela kmalu velik žur, torej 80-ka, ne? Ja, torej, mi že čakamo ta 80. rojstni dan, vsi napeto, ne? Jaz lahko rečem, da hipnoza je res hitra metoda in je tukaj in je v slovenščini in daje rezultate neverjetne. Res. Jaz sem se žal pozno v hipnozo vključila, ker me je ime motilo, ampak vidim, kako se ta manifestacija še hitreje udejanja. Zdaj je že lahko takole. Jaz si zmanifestiram prosto parkirno mesto, banalno, ampak vsakodnevno si lahko zmanifestirate neverjetne stvari. Ko pridem v neko gužvo, da sem, ne vem, 3 ure ali pa 3 datume dala, jaz grem v hipnozo in rečem, nezavedni ukazujem ti, da rešiš problem namesto mene, ker ne vem, kako bi ga najboljše rešila. In ne boste verjeli, en pokliče, ne morem imeti danes, ker imam to pa to. En drug nekaj drugega in se boljš uredi, kot bi jaz z mojim človeškim umom sploh lahko uredila. In se sam čudim, kakšno orodje je to. Takole, evo takole, resnično. Bravo, bravo. Tako da ne razmišljajte, nekaj narediti, nič ne narediti je najslabše. Bravo. Kaj je bilo pa tvoje vprašanje, sem pa pozabila, ker sem res želela to poudariti.
Ja, nič. Moje vprašanje je bilo samo tako, kaj imaš ti kakšen ritual zjutraj? A se kaj zahvališ za življenje, za nov dan? Kako boš praznovala 80. rojstni dan? To me vse zanima, ne? Ker si rekla, da ne boš imela žura, ma zdaj te žlahta že pravi, da boš imela nek majhen žurčič. Ja, ker so me moje nečakinje, ja, teta, mi se pa že toliko pripravljamo, a ti pa ne boš nič praznovala, tako da malo sem mogla popustiti, ampak res še ne razmišljam to. To je prevelika prihodnost. Jaz dejansko dnevno manifestiram, evo, zdaj sem že ta 3. teden na morju, sicer sem brez frizure, se upravičujem, ker mi voda jo pobere, ampak ja, uživam. Zjutrajšnji rituali, ne vem, če samo zjutrajšnji, jaz se izredno veliko zahvaljujem. Vse, karkoli se mi zgodi, se res priporočam, se seveda. Zelo veliko se priporočam tudi mojim prednikom, mojim staršem, mojemu možu, tako, ker to je paralelni svet. Zelo veliko se pogovarjam s tem božjim, duhovnim, kakorkoli rečete, ker to je tudi v nas. Mi smo, v naši esenci smo mi del tega. Tako da jaz se s tem veliko pogovarjam in dajem namere zjutraj, kaj bi ti dan želela, da se uresniči. Zvečer se pa vedno zahvalim za dan. In res, mene je samo še hvaležnost za življenje, res. Bravo, bravo. Marija, čudovita frizura in... Ja, iz vode vam. Hvala. Ja, lej, mislim, lej, oba z Igorjem, ne, sta bila pri frizerju, kako že Igor, in obema sem zelo hvaležen, vsem trem, no, sem zelo hvaležen, lej, kako čudovite misli, tako da jaz ti še enkrat zahvaljujem, te pozdravljam na morje, tudi hvala, ker si vzela čas in sem počaščen, da si ponovno z nami, no. Vedno, ker mi je toliko veliko dalo in NLP, pri NLP-ju se spomnim, ker smo mogli cilj postaviti in sem postavila cilj, da nujno rabim avto brez kuplunga, sklopke, ker me je toliko noga bolela. In ne boste verjeli, nisem še hipnoze delala, tudi NLP, postavitev cilja mi je pomagal, da sem jaz prišla do avta, ker takrat že ni bilo več moža, ni bilo več toliko dohodkov, ampak evo, jaz imam avtomatik, hibrid, tako da plača se postavljati cilje, čeprav ne verjameš v njih, ampak postavite cilje. Bravo. In namere, in pozitivno mišljenje in to deluje. Bravo. To je pa res čudovito. Marija, hvala lepa še enkrat. Lep pozdrav. Dija, hvala. Čau, dija. Evo nas. Tako da ja, jaz bi se vsem trem gostom zahvalil. Mama mia, kako čudovite nasvete smo dobili. Upam, da ste tudi vi slišali nek nasvet, ki ga lahko uporabite v svojem življenju. Neverjetno, kako hitro je ta čas tekel. Jaz imam od 12 slajdov, ki sem jih že poglabil, še preostalih 253, tako da imam res veliko slajdov z vašimi vprašanji, tako da če mi dovolite, bi šel na to. Kakšno vprašanje, preden grem na slajde? No, tako da še enkrat hvala vsem gostom, res ste bili čudoviti. Upam, da smo dvignili vibracijo. Tudi res je bila moja želja, da dobite nek praktični nasvet in kar nekaj dobrih nasvetov so vsi trije dali in so se mogoče včasih tudi malo povezovali, navezovali. Tako da ja, kakšno vprašanje, kaj lahko date v chat, pa lahko zdaj tako odgovorim, kako enkrat grem na moj predavateljski mod, potem ne vidim nič in sem res 100% samo v temu, da ne bi koga, ki bo zgodaj spat, prikrajšal za odgovor, ker si res želim, da vam dam čim več vrednosti. Tako da ja, evo, potem, ker ne vidim vprašanj, bom jaz šel na slajde in jih dal. Tako da zdaj verjetno me vidite v nekoliko drugačni obliki in to sem vam že odgovoril, da ne mislite, da bo kar naenkrat nezavedni izklopljen in vi boste lahko jamrali, se pritoževali in kar naenkrat dobro manifestirali. Torej, kaj bi jaz rad tukaj, da si date, in tukaj je bil en poudarek že na temu strani Igorja in strani tudi Marije in Nine, dajte
početi nekaj konstantno, konsistentno. Jaz imam tudi rad pisanje in eden izmed bonusov, ki ga dobite, ko se prijavite na to hipnotično manifestacijo, je tudi hipnotično pisanje. Jaz res verjamem v to, da s tem, ko pišete, še dodatno aktivirate telo, kinestetiko in udate v nezavedni del uma te cilj. Jaz imam celo rad prav pisanje na papir, ne toliko pisanje v računalnik, čeprav eno in drugo je v redu. Zdaj imam neko novo metodo, spet jaz skozi eksperimentiram. Ravno danes sem dobil SMS, da je Pošta Slovenije z Amerike mi pripeljala še en način za manifestiranje, kjer dejansko snemam in potem dam v drugo obliko te manifestacije in o tem tisti, ki vas zanima, lahko tudi govorim, ker skozi testiram te. Ena ženska, ki je name naredila in o njej sem že govoril, zelo močan vtis je bila Helen Hadsel. Helen Hadsel je ženska, ki je zadela vse možne loterije oziroma vse možne tekmovanja. Avtorica tudi tako imenovane SPEC metode in en zanimiv primer je ta bil. SPEC metoda kratica pomeni selected, najprej izberite, kaj bi resnično radi, zelo specifično, kaj si želite, ne nasplošno, več denarja, temveč konkretno, toliko in toliko denarja, ali pa tak avto bom jaz vozil in pika. Potem druga točka P je projected, torej vizualizacija, projeciranje tega cilja, kot da se je to že zgodilo. In tukaj lahko projecirate sebe, kako že to uporabljate, kot da to že imate. In tretji korak je tisti, ki je v bistvu najbolj pomemben, o tem bom tudi govoril znotraj te naše delavnice, hipnotična manifestacija, za tiste, ki vas zanima v nadaljevanju, je kako pričakovati. Ta E pomeni expected, torej pričakuj. Ona je rekla, ne smete samo upati, upam, da mi rata, temveč se morate prav veseliti. To je, zdaj prihaja poštar, je rekla ona, in mi nosi mojo nagrado. Tako je rekla, s prepričanjem. In jaz se še zdaj spomnim, recimo en primer, ki sem to prebral. Mi smo bili sponzor na eni konferenci od Microsofta in smo imeli razstavni prostor in moja sodelavka je bila tam 2 dni, jaz sem prišel sam med kosilom pozdraviti in mi smo imeli, tu je bil en tak hodnik in na drugi strani je bilo žrebanje. Kjerkoli kakšno žrebanje, jaz ga igram. Če hočete dobiti, morate kupiti srečko. In je bilo treba izpolniti en listek, vršiti v tisto škatlo in žrebanje, ni bilo treba biti prisoten za žrebanje, zato sem igral, ker tako sem imel sam tisto kosilo časa. Zdaj pasite to. Moja sodelavka, Kristina je ime, čudovita sodelavka, že ogromno let je z nami, je pa bila tam 2 dni. In jaz njo vprašam, ona je sedela tako, da bi praktično na drugi strani hodnika je bila ta igra. In nagradna igra je bila router, nek ful dragocen router, in točno to moj sin me skozi spraševal, tata, daj boš kupil to, ker ne lovi internet, bla, 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 bla. In jaz sem rekel, ok, rabimo nov router, v redu. In sem videl celo nagradno igro, sem rekel, kot naročeno. Zanimivo je bilo to, kar sem jaz Kristino vprašal. Jaz sem to zadev pol. Sem bil srečni nagrajenec tega routerja. To je nek zelo drag, sofisticiran router, ker lovi ne vem koliko metrov. In to je pač za tiste po domače, to je naprava, ker lahko internet pol uporabljate doma tudi na drugih lokacijah po hiši, ker včasih ne lovi, če je nek navaden. No, in jaz Kristino vprašam, Kristina, ti si igrala to nagradno igro, ker sem jaz zmagal na njej? In ona meni reče, kakšno nagradno igro? Ona tega sploh ni opazila, 2 dni je bila tam. Zato vi si morate dati že tako na začetku namero, da boste priložnosti opazili, ker če ne boste mogli za njih reagirati. Torej, expected je to ena najbolj pomembna stvar. In Helen Hadsel pravi, da razlika med zmagovalci, ljudje, ki jim dobro manifestirajo, in tisti, ki ne manifestirajo, je prav v temu, kaj pričakujejo, da bodo dobili. Ta zakon pričakovanja je močnejši kot zakon privlačnosti. In zadnja točka C je collected, zahvalite in se prejmite. Če vam nekdo nekaj ponudi, rečite hvala. Ne bo to naravno. Dajte biti odprti za neke sinhronosti, ki se zgodijo, neka nepričakovana darila, poti, vesolje dostavi, včasih na najbolj nepričakovane načine. Ja? In zdaj, s tem v mislih začenjam vaše vprašanje.
Jaz delim vaše vprašanja v vprašanja, kjer iščete več informacij z moje strani, vprašanja, kjer že v samem vprašanju vidim nek dvom in imajo v sami osnovi nizko vibracijo, in vprašanje, ki ima neko pozitivno visoko vibracijo. Torej, začnimo z informativnimi vprašanji. A bi radi začutite že v vprašanju, ki ga postavite, a ste dali vprašanje, ki izraža visoko ali pa nizko vibracijo. Sami se morate naučiti slišati sebe. Tukaj je prej rekla Marija. Ne, jaz recimo, Andrej, sem lahko jamral pol ure, me je poslušala, ona potrpežljivo. In kaj sem jaz počel? Programiral svoj um. Ni koristno. Ja? In še Andreja boja glava. Moram spet tableto vzeti, Aleksandar me je klical. Ja? Torej, osnove manifestacije, pozor, vprašanja, ki so s tem povezana. Kako veste, kaj je pravi odgovor za manifestacijo? Tukaj vas spodbujam, da zaupate sebi in svoji intuiciji, svojemu telesu, svoji notranjosti. Ker doskrat se zgodi, da čutite neko lahkotnost, ko si nekaj srčno želite. Torej, jaz imam nekaj takih vprašanj, ki si jih tukaj doskrat postavljam. In tako, če bi imel samo pol leta življenja, ali bi se za to odločil, ali bi mi bilo to še vedno pomembno? Oziroma, če bi imel vsa denar na svetu, ali bi mi to še vedno bilo pomembno? Torej, recimo, to, kar zdaj počnem z vami, če bi zdaj imel jaz 100 milijard na računu, bi še vedno to počel. Ker čutim, da je to moje poslanstvo, da mi je to res pomembno, da vas premaknem naprej. Da vam dam nek uvid, neko svetlobo. Zakaj? Ker čutim, da svetlobo dajem tudi sebi. Da če vam dam nekaj dobrega, jaz vem, da se jaz dobro počutim. Mi je lepo slišati vaše spremembe, preboje, premike, rezultate, zmage in tako naprej. Če pa čutite, da vas nekaj stiska, da vas nekaj, to ni zame. Če bi se nobemu ne zamirili in bi se še vedno tako odločili, doskrat ljudje mislijo, da morajo vsem drugim ugoditi, ne pa sebi. Tako da tukaj pač sebe morate dati na prvo mesto in poslušati, ker vesolje, Bog, narava, karkoli že verjamete, vam skozi daje sporočila za naslednji korak. A obstaja splošno začetno vprašanje za manifestiranje? Da. Kaj bi radi? Kaj si želite? Kaj vam bo prineslo največ veselja? Kaj vas bo najbolj srčno izpolnilo? Ali pa, kako se boste počutili, ko boste to dobili v svoje življenje? Ja? Veliko vprašanje, čeprav ta vortex sem že doskrat utemeljeval, mogoče tukaj malo preveč tehnično govorimo o vorteksu pri sami manifestaciji, ma gre za to, da vi ste doskrat v nekem vrtincu občutkov. Ti občutki se med sabo povezujejo. Tukaj je rekla prej, recimo Marija, občutek hvaležnosti se doskrat povezuje z nekim občutkom veselja, blaženosti, ljubezni in tako naprej. Občutek pomanjkanja doskrat gre na občutek strahu. To je res vrtinec skupek občutkov. In ko padete vi v neke slabe vibracije, slabe občutke, se med sabo povezujejo. Najprej ste jezni, potem ste jezni malo prestrašne in potem greste v negotovost in tako naprej. In vi radi, seveda, zato, da hitreje manifestirate, prišli v vrtinec plusa. Ja? In hvaležnost je dober vstop, veselje, ljubezen in seveda tudi občutek v hipnotičnem stanju, ko ni nič, je čudovit zato, da se prekine negativni vzorec in da greste v nek bolj pozitiven vortex. Ja? Ok, potem imamo tehnične in praktične pristope. Torej, kako postaviti uresničitev v preteklost? To je ena izmed tehnik, ki je dosta znana v procesu hipnoze in o tej tehniki bom tudi z vami veliko govoril v nadaljevanju. Tisti, ki vas zanima, hipnotična manifestacija je, da si predstavljate, kot da ste že nekaj v preteklosti naredili. Recimo, ko jaz učim v hipnozi ljudi, da nehajo kaditi in doskrat rečem, da si predstavljajo, da so nehali kaditi že pred pol leta. Ker s tem prelisičijo nezavedni del uma, da so vse tiste barijere, ker mi imamo fizično odvisnost, emocionalno odvisnost in doskrat imamo neko odvisnost na nivoju identitete. Jaz sem nekadilec. In nekdo, ki pol leta ne kadi, če ga boste vprašali, a boš ti cigaret, reče ta oseba, ne, jaz sem nekadilec.
In ko date vi uresničitev v preteklost, potem aktivirate ta najmočnejši zakon, o katerem skozi govorim, to je zakon pričakovanja. Vi pričakujete, jaz sem to spremembo že naredila pred pol leta. Vi rabite prepričati nezavedni del uma, da ste to že kdaj dobili. Ali lahko manifestiramo več stvari hkrati? Absolutno. Jaz vam tudi svetujem, da si pišete več ciljev in tako dalje. Vedno pri ciljih, ki zahtevajo nek fizični fokus, proces, delo, aktivnost, jaz svetujem, da pač imate nek fokus, da rečete, zdaj bom dala pozornost temu, hkrati pa pričakujete, da se cilji sami od sebe uresničujejo, takrat, ko ne mislite na njih, dobivate neke priložnosti. Ja, recimo, nekdo dela na kariernem cilju, hkrati si je postavil cilj za partnerstvo in mimogrede skozi karierno neko udejstvovanje pride priložnost za zmenek. In ta oseba, če je samska in seveda si želi partnerstva, je pomembno, da posluša sebe, smo rekli že prej, kad dobite vi neko povabilo, a je to skladno z mano, a si to res želim, a je ta oseba na tej frekvenci vibraciji, da meni ustreza in potem lahko lažje sprejmete neko odločitev. Torej, jaz verjamem v to, da je dobro, da imate več ciljev, ma v procesu manifestacije pa je ključno to, da se lahko poiščete tiste, ki so vam res pomembni in potem jim dajete morda več pozornosti, več fokusa tudi z vašo energijo. Kako dalje, ko si vizualiziral, pa ne znaš naprej? Torej, mi dostikrat imamo to težavo, da oseba vizualizira in potem že naslednji dan čaka, kje je moj cilj. In ne siliti, ne pritiskati, ker če se vi sprašujete, kje je moj cilj, kje je moj denar, kje je za hudiča ta moj partner, negativno vibrirate in to vas seveda odvrača od tega, da bi dobili to, kar si želite dobiti v svojem življenju. Ne morem vizualizirati, preskušal sem različne tehnike in mi ne gre, mislim, da sem to že omenil. Vedno, ko nekdo reče, da ne more vizualizirati, ga vprašajte po nečemu, kar vam more povedati v barvah, oblikah in tako dalje. Torej, mimogrede, tudi slepi ljudje, mi smo imeli kar nekaj slepih že na naših delavnicah, vidijo v notranjosti vizualno. Torej, oni znajo v notranjem svetu si predstavljati, koliko korakov morajo narediti, da pridejo do neke omare, do neke police in tako naprej. In če vas jaz vprašam, kakšne barve je vaš avto in če niste vi zdaj pač blizu tega avta, to pomeni, da ste vizualizirali samo ni tako jasno, kot je navzven. Hvala Bogu, da ni. Ljudje, ki so danes hospitalizirani v različnih inštitucijah, imajo zunanji svet enak notranjemu, vi ga nimate, notranji svet je manj jasen, še vedno pa lahko z vajo to izboljšate. Zato vas bom seveda vabil v nadaljevanje, ker na delavnici hipnotična manifestacija bomo ogromno temu delali, kako notranji svet narediti bolj jasen. Ok, zdaj pa ovire in blokade. Zdaj pa prijemo na ta del, ki sem vam prej rekel. Kako premagati negativne misli in dvome, a čutite, da je tukaj da je tukaj že v vprašanju sama neka negativna vibracija po temu. Torej, jaz bi rekel tako, ne že v štartu neko misel jemati kot negativno. Ne obsojati že sami sebe. Torej, rečete, to, kar zdaj počnem, mi ne koristi, kaj bi bila boljša misel. In recimo, kaj so tukaj stvari, kako ljudje recimo imajo negativne misli? Se vprašajo, kaj pa če, in potem imajo neko negativno vprašanje. Ko to naredite, je ključno, da se vprašate še kontra. Recimo, kaj pa če mi ne uspe? Se lahko vprašate, kaj pa če mi uspe? Torej, da ste obratno vprašanje. Kaj pa če se mi bojo smejali? Ok. Kaj pa če mi bojo ploskali? Če me bojo pohvalili? Torej, da poiščete še drugo plat tiste stvari in recimo včasih, ko rečejo, kaj pa če ne bom najdla službe, kaj pa če dobim službo in bo še boljša, kot je ta? Ali pa če ne najdem partnerja, kaj pa če spoznam popolno osebo in bom imela čudovit odnos in tako naprej. Torej, poiščem fokus iz strahu, negativnosti v priložnosti in možnosti. Kako to narediti, vi se morate zavedati, ker vas telo skozi opozarja, če ste v dobrem stanju ali pa niste. Ok, kako se spospasti s strahom? Strah je koristen. Vi se morate zavedati,
da strah vas varuje pred pač cel kup stvarmi. Zdaj pa, če so nekoristni strahovi, jaz bi prvič naredil nek separator. In o tem se bomo tudi pogovarjali v nadaljevanju, tisti, ko boste nadaljevali študij z nami, z mano. Separator je pomemben, ker vi rabite prekiniti miselni proces, ki je nekoristen. Lahko naredite neke enostavne dihalne tehnike. Lahko vizualizirate najboljši možni izid. Lahko uporabite samohipnozo. Meni je samohipnoza ena izmed najljubših stvari, kjer greste noter, videli boste nekaj. Ko boste enkrat se naučili v nek globok proces samohipnoze, tam občutki dostikrat zginejo in se boste bolj lahkotno počutili. Ja? Kako odpraviti negativna prepričanja, tako da jih razumete, slišite in zamenjate z bolj pozitivnimi. Spet v hipnotičnem stanju gre bistveno hitreje. Kaj naredite, če imate nizko samozavest? Pri samozavesti je ključno to, da je ne iščete zunaj sebe. Da ni nujno povezano z nekim dosežkom. Temveč, da čutite, da ste vredni, da si zaslužite in dostikrat poiščete, kaj ste dobrega do zdaj že uspeli narediti. In ključno je tukaj, da pomislite na to, da je vse, kar potrebujete za spremembo, že sedaj v vas. Da vse vire, ki jih rabite, že imate v sebi. In jaz imam še eno stvar zelo rad, meni je všeč samozavest, ki je zaslužena. Torej, ko nekdo vsak dan pridno trenira, takrat je lahko še bolj samozavesten. Ko nekdo se na prezentacijo pripravi, ali pa pripravlja, je lahko še bolj samozavesten v tej prezentaciji. In druga stvar je pa tudi ta, bolj ko boste vi obdani z ljudmi, ki vas bodo napajali, torej zato tudi jaz vam svetujem, da se pridružite podobnim skupinam, kot je ta naša skupina zdaj na manifestacije, na hipnotični manifestaciji, da se pridružite podobnim skupinam, ker potem boste dobili energijo, ki se napaja. Vi se boste napajali. Ok, specifična situacija. Moram malo pohitriti, ker gledam malo uro. In kako manifestirate v negativnem okolju? Dajte si narediti nek energijski mehurček, neko ščit za ščito in jaz dostikrat vizualiziram, da negativni ljudje grejo stran od mene. Dajte se fokusirati na svoje občutke, ne na okolico. Oni si lahko mislijo, kar hočejo. Vi morate si ustvariti trden notranji svet. Kako manifestirati stanovanje, dom brez denarja? Jaz bi se fokusiral na občutek varnosti, občutek, da imate dom, na prostor, ne bi se ukvarjal s ceno ali pa številko in odprite se za nepričakovane možnosti. Jaz vam dam primer, pred leti smo imeli udeleženca, ki ga ne bom poimensko izpostavljal, ker me je prosil, da ga ne, ki je nesebično, on ni nič pričakoval, pomagal osamljeni, skupaj ženo sta skrbela za eno osamljeno starejšo gospo v bližini njihovega doma in presenečena sta bila, da je ta gospa, ona nista tega pričakovala, zapustila stanovanje nima, ker ni imela nobenega drugega. In on je rekel, Aleksandar, jaz sem manifestiral stanovanje, a ne rabim, zdaj, ko smo v penziji, je to odlična renta, ki je dajeva stanovanje najem in imava zraven še en lep prihodek in ker ima sta v nekem zelo pomembnem, znanem turističnem centru, je to dost visok prihodek dodatno. Imamo primer ene naše udeleženke, ki je dobila spet stanovanje kot posledica ločitvenega sporazuma. To pomeni, vi lahko na različne načine manifestirate, ne? Zdaj pa ne se fokusirati na enega specifičnega, ker potem zapirate pot vesolju, da vam da tisto, kar bi v resnici radi. Kreativnost vesolja je neskončna. Kako manifestirati z velikimi dolgovi? Ne se fokusirati na pomanjkanje, dajte vizualizirati finančno svobodo in hvaležnost za to, da obstajate. Zdravje. Pri zdravju vedno se posvetujte zdravnikom, potem pa uporabite hipnozo. Kako programirate nezavedno za zdravo izbiro, za zdravje. Dajte povezovati hrano z ljubeznijo do sebe. Pri spanju je pomembna neka rutina, da naredite hipnozo in samo hipnozo pred spanjem.
in seveda, da vizualizirate nek miren kraj, hvaležnost, vse tiste vibracije, s katerimi lahkotno zaspite in potem spite vso noč. Kako se znebite neke če tesnobe, to sem vam že rekel, spremenite v pozitivno. Potem to naredite z uporabo vseh 5 čutov v samohipnozi. In tukaj je res cel kup spet stvari, ki bi jih lahko našteval, zelo podobno, kot sem že prej omenil. Fokus, koncentracija, misli se mi razprašijo, kaj ne naredim, dovolite jim, da grejo po svoje in jih potem spet vrnete v fokus. Kako umirite Najprej začnite z indukcijo. Zato tudi, ko boste šli naprej nadaljevanje na ta tečaj hipnotična manifestacija s hipnozo, res bi rad, da te module, ki so v okviru hipnoze, predvsem indukcije, zelo dobro naštudirate, ker to bo vaša osnova za manifestacijo in umiritev uma. To pa res rabite. A se hipnoza uporablja za izboljšanje spomina? Da, zelo, zelo učinkovito. Potem vztrajnost rezultati, manifestiram že dolgo, pa se nič ne dogaja. Zakaj? Zato, ker skozi kličete, kje je moj cilj, in to je vse negativna vibracija. Včasih se stvari neopazno premaknejo in vi jih sabotirate. Ne se fokusirati na rezultat, dajte se na proces. In v procesu sem že prej omenil, mi se pogovarjamo o spremembi vibracije. Kako biti dosleden pri praksi? Pač jaz si dam koledar, si naštimam budilko zraven, torej zdaj govorim budilko zato, da mi zapiska, kdaj je konc samo hipnoze in tudi rad pišem. Tukaj, Igor, jaz bi vas rad naučil eno pomembno tehniko, res bi rad, da dobite ta bonus, to je ena zgoščenka, ki sem jo pripravil, torej posnetek MP3 za hipnotično pisanje. Res bi vam rad odprl kanale, da se vam odpre ta pot, ker to je potem noro. Če kakšen dan spustite, nič huda. Če boste 90%, pa 95% bili konsistentni, samo nebo je meja. Kaj pa, če univerzum ne podpira mojih želja? Vedno podpira vaše največje dobro, najvišje dobro, in zato morate pričakovati, da prihaja nekaj, kar je še boljšega. Jaz pravim doskrat ljudem, zaupajte v božanski načrt. Kako hitro bom videla rezultate? Enih video takoj, se slišali prej ni, par dneh. Jaz pravim, da manjši kot je vaš odpor, vibracije, hitreje pride rezultati. Bolj, ko boste vi odprti, lažje je. Zanimivo je to, če se spomnite, ko sem razlagal o Esther Hicksu in Jerry Hicks. Jerry je bil tisti, ki je zelo pritiskal, Esther je bila tista, ki je bila odprta in je dobila potem Abrahama, ki je šel skozi njo. Ne Jerry. Ja? In včasih se lahko z nekom povežete, ker ste skupaj v tandemu odlični v manifestaciji. Ali to res deluje za vsakogar? Ne, 1,000,000%, 10 milijard milijonov %. Ja? Ali to hočete ali ne? Ok, samo hipnoza in trans vprašanja. Ali lahko hipnotizirate sami sebe? Da, cel čas to počnete. Eni zelo nenačrtno in nažalost ne v pravo smer. Med transom me tišči v prsih, boli glava, kaj to pomeni? To pomeni, da nič ne pomeni, ker vi, ko se sprostite in umirite, če vas kaj boli glava, je fajn, da se posvetite zdravnikom ali pa tako. Drugače pa to, hipnoza je neka stvar, ki skozi se dogaja pri vas in ne more biti povezana s hipnozo. To je kakrškoli fizični simptomi imate, vam svetujemo obi zdravnika, ne more biti pa to posledica hipnoze. Kje dobim dodatne vire in podporo? Jaz vas seveda vabim, da se prijavite na certificiran praktik hipnoze oziroma na to hipnotično manifestacijo, ker je prav posebna izdaja te delavnice. Dajte se pridružiti skupini somišljenikov, ki razmišljajo o hipnozi na področju manifestiranja. Kakšen je vaš notranji odziv na ponujeno priložnost? Ena stvar, ki bi vas rad vprašal, je, kako ste se odzvali, ko sem vas povabil k priložnosti? Ali ste razmišljali o izobilju? In če ste, kakšen je razlog, da se niste prijavili? Če ste igrali vlogo žrtve, jaz pa ne morem, pa to, pa ono, kako lahko dvignete svojo vibracijo? Ker ena stvar, ki bi vas res rad naučil, je ta. Vi ste
v 5 korakih. To je ta moja metoda Shift, ki jo imam tudi v moji zadnji knjigi, ki ni še išla, malo zdaj bo kratkih išla v ZDA. Prva stopnja je žalost, depresija. Suffering. Potem je hostility, jeza, agresija, sovraštvo. Potem je insight, ko se zavedate, joj, to mi ne koristi, ta vibracija mi ne koristi. In potem je fokus, ko odpustite, fokusirate se na to, kar je dobro, in na koncu je transformacija, ko vidite nek višji namen. In to, kar res skozi ponavljam, je, da manifestacija ni, je proces, ni nek konkreten dogodek. Ne prijeti sem, mislim, doskrat se ljudje prijavijo, jaz se prijavim, Aleksandar, ki hočem partnerja. Jaz se prijavim, ki hočem zadeti na loteriji. Pa vi se prijavite zato, ker bi radi živeli življenje, kjer sami se odločate in izbirate, kako boste živeli. In še ena stvar vas prosim, dajte biti potrpežljivi s sabo in zaupajte procesu. Vaše sanje čakajo, zato vas vabim, da začnete danes. Torej, jaz bom na hitro ponovil za tiste, kar ste mi rekli, da niste mogli vstopiti v učilnico zdaj že skoraj 3 dni. Imamo zdaj za vas prav posebne posnetke, ki smo jih dali ven iz učilnice, samo zaradi vas. Kdo je tukaj, ker ga zanima priložnost? Jaz sem še na koncu nekaj vprašanj, na katerem odgovarjal. Je kakšen tukaj, ker ga zanima ta priložnost? Ker pozor, ni potrebno, tako kot za mojega mentorja, 1 milijon evrov, zato da sodelujete naprej z mano. Torej, certificiran praktik hipnoze s hipnotično manifestacijo v praksi. Začnemo v petek s prvim mini modulom in seveda naslednji teden tudi z hipnozo. Torej, investicija znaša v ta cel paket 1,797 evra plus DDV. Ja, torej, tisti, ki imate podjetje, si lahko tudi odbijete ta DDV, ker je to upravičen strošek, ne? In vrednost, ki jo dobite, pa je večja od 20.588 evrov. Torej, kaj so bonusi, moduli, klici na Zoomu, 3 dni ste v živo z mano, moj klon dobite, podpora, 9 dodatnih bonusov in certifikat. Jaz vam dajem tudi 14 dni časa, da se v miru poglobite v študij, naredite vaje, tako kot pravi Igor, dajte res spoznati ta proces in potem rečete, to je zame oziroma to ni zame. Da začute, kako enostavno je to uporabljati v življenju. Torej, dobili boste dostop do Kajabiya, to je naša spletna učilnica, lahko me prevrtite hitreje, če me hočete večkrat poslušati, da hitro nekaj poslušate, če ne rabite za svoj posel, pa za svoje delo. Rekel sem vam že, da vam bojo ti moduli 4, 5, 6, 7, 8, 9 izjemno koristni, ker boste našli načine, kako prekiniti negativno vibracijo in s hipnozo iti v pozitivno ali pa vsaj neutralno vibracijo. In moj najljubši modul je modul številka 13, ker boste spoznali, kako je Helen Hadsel, to je ta gospa, ki je vse manifestirala, praktično podobno, kot imamo mi laboratorij uma, je ona projecirana na svoj ekran, to, kar bi rada, in seveda to potem tudi dobila. Ja? 3 dni smo v živo, tukaj so datumi, pač v Ljubljani je v avgustu, četrtek, petek, sobota in v Mariboru juni, v naslednjem letu, to so zdaj predvideni datumi, in vi lahko zberete 2 dni Ljubljana, 1 dan Maribor, 1 dan Ljubljana, 2 dni Maribor, torej tukaj lahko res med sabo poljubno kombinirate. Andreja pravi, da je to bila nadgradnja modulov, da je top. Zdaj dobite seveda certifikat iz ZDA, dr. Richard Bendlerja, Hypnotic Practitioner, ali pa slovenski, če želite, praktik hipnoze. Tisti, ki boste kot podjetniki oziroma podjetje vzeli, vam dodamo tudi karizmatične vode, ker boste videli, da hipnoza izboljša karizmo, in tudi nov certifikat, to je hipnotična manifestacija za vse tiste, ki boste s hipnozo manifestirali. 3 coaching klice imamo tudi v Zoomu, pol bonus delavnice, kako slušate denar medtem, ko spite, na osnove samo hipnoze, in tudi posebne skupine, ki so jih naši čudoviti coachi pripravili, od zdravja, spanja, kajenja, hujšanja, financ, karijere, moške, ženske energije, vzgoje in akcije. Potem dobite 8 zgoščenk za celovito izboljšanje in osebno rast na vseh področjih življenja. Če imate otroke, najstnike, boste jih lahko poslali na delavnico v živo, ko bomo mi njim predstavili cilje. Jaz jih moje vedno pošljem, če pa letos so bili samo 3, ta starejši piše zdaj diplomo in sem mu dal upravičeno. Jaz sem rekel, vedno se kaj novega naučiš, jaz pač sem vernik znanja in tukaj imamo seveda to skupinico čudovitih otrok skupaj z nekaterimi predavatelji. Tisti, ki imate malo mlajše, dobite hipnotične pravljice, to so seveda tudi za naše vnuke. Ciril pravi, da s temi pravljicami otroka, ki je zelo aktiven, hiperaktiven, ima ADHD, umiri zvečer, skupina zaprta.
Če ima kdo težave s spanjem, boste dobili 5 zgoščenk za spanje, hipnotko, kjer mu dajemo tudi vsebine o manifestaciji, moj klon, s katerim se boste lahko pogovarjali, skupnost podpora in seveda priložnost, da ste tako kot Andreja in čudovita ekipa naših coachov, in predavateljic, na eni izmed mojih delavnic asistenti, tako kot sem jaz asistent po Richard Benderju in Tonyju Robbinsu. Ja, tukaj še enkrat vsi bonusi, vrednost in kaj bo pa ta hipnotična manifestacija v praksi. To je online program, kjer, jaz sem res navdušen nad tem programom, ker je to nek srčen program, res čutim, da bi rad vam dal moč manifestiranja v praksi. Če ste že pri nas naredili praktik hipnoze, pri nas, poudarjam še enkrat, ne, imate prav tako simbolični znesek, s katerim lahko se dodatno priključite, ker vi znate indukcije poznate, znate vse ostale stvari in se lahko temu programu pridružite samo za nek res simboličen znesek in vam toplo priporočam, ker boste videli prav najnovejše stvari, ki jih jaz tukaj študiram. Rad bi postavil tukaj, rekel Igor, na modulu 1 nove navade. Jaz vam bom dal res praktične stvari, kaj početi, potem kako odpravite ovire in blokade, kako gremo v globoke transe, bomo vadili zelo globoke transe, potem kvantni preskok za velike cilje in tako naprej. Torej, mi bomo vsakih 14 dni v petek boste dobili vnaprej pripravljen modul. Jaz bom vmes vas prosil, če mi boste dali feedbacke, kaj vam ne uspe manifestirati in bom jaz potem na podlagi vaših povratnih informacij vam dodajal znanja, kako reševati izzive. Tako da jaz bom res bdel nad to skupino, ker si želim, da mi boste oktobra rekli, zdaj pa obvladam manifestacijo in potem vam bom dal 2 meseca časa do našega srečanja v živo v Ljubljani, da mi boste res nek srčen cilj zmanifestirali. Torej, najprej se učimo do začetka oktobra in potem imate 2 meseca do začetka decembra, ko vas pustim same, da vse, kar smo se naučili, implementirate v prakso, vas bom prosil za vsaj 15 minut na dan vaje manifestacije. To mora biti užitek, ne muka. In 1797 plus DDV je investicija. Če boste vzeli z Dinersom, pride na 36 obrokov 71,51 € na mesec. Mi vam Diners uredimo povsem brezplačno prvo leto, brez nobenih članarin in vsega. In 2 € na dan pride približno ena kava z rogljičkom, pa še to ne vem, če pride. Ne? In če se to odpoveste, praktično imate celo investicijo lahko pokrito. Lahko vzamete NLB Buy and Go na 24 obrokov, tukaj ni nobenih obresti, ne vem, če vidite, nič obrestna mera in pride obrok, sicer malo višji, 96 € in v 2 letih. Ne? Torej, imamo različne možnosti, ki vam jih mi pomagamo urediti, tudi do 36 €, od 36 € naprej pride ta obrok. Za koga je program praktik hipnoze? Za začetnike brez znanja, tiste, ki ste že ogromno stvari probali, vendar nimate še rezultata. Za tiste, ki imate premalo časa, vendar bi radi spremembe, če bi radi pomagali sebi, družini, strankam, če bi radi nekaj več, če znate zapreti oči, slediti mojim navodilom, potem je ta program za vas. Zdaj, za koga je program hipnotična manifestacija v praksi? Za tiste, ki čutite, da si želite zavedno in zavestno manifestirati v svoje življenje. Čutim, da mora nekaj narediti, je ena gospa rekla in se potem prijavlja. Evo, to je link masterakademija.com, / Vortex. Če rabite kakšno pomoč, greste tja, we are here in vam tam lahko pomagamo v chatu. Ja, izpolnite prijavnico, izberite, torej daste svoje podatke, izberite način plačila in recimo, danes sem že rekel, obročno plačilo je res, poskrbimo mi za vas, podate naročilo, praznujete, če vam tehnika ne deluje, daste prijavo na masterakademija.com. In udeleženka je rekla, to je bila moja investicija vase, ker dam vedno samo nase. Evo, tukaj še enkrat to. Mi zapiramo prijavo v četrtek, 7.8.2025 ob polnoči. Kot še enkrat povezava, a rabim kakšno predznanje? Ne. Zdi se mi, da bo to preveč kompleksno? Ne. Jaz doskrat rečem, testirajte, boste videli, kako enostavno, lepo, tudi strukturirano je to narejeno. Kaj bo rekli drugi, moj partner me ne podpira, vi se morate odločiti za sebe. Ker to so res praktične tehnike,
ki jih vodilni podjetniki, športniki uporabljajo in dajte imeti fokus na rezultate. Ne vem, če sploh verjamem, ni vam treba naslepo verjeti. Dajte biti odprti, raziskujte, začnite z manjšimi cilji. Tukaj reka Nina, ona je začela, mislim, da je bilo koliko, 1000 evrov bo prva stvar in potem je nadaljevala naprej. Trenutno sem na dopustu, nimam dostopa do spletne banke, vi je pomembno, da se prijavite in v nadaljevanju potem uredite plačilo v dogovoru za ekipo našo. Otroci grejo v šolo, kar je velik zalogaj, nekod se mu ne sprijavlja. Mislim, kdaj bo pravi čas? Mislim, vedno ko mi tako napišete, vedno se zgodi neka stvar. Ne? Kaj bi radi svojemu otroku? Če bi radi svojemu otroku najboljšo verzijo v samih, vas vabim, da iščete načine, kako se izboljšujete. Ni nujno, da reste naprej skupaj z mano. Ma ne pa zdaj reči, da boste osebnostno rasli čez 15 let, ko se otrok odseli. Začnite danes spreminjati sebe, ker boste naredili korist tudi otroku, to vam povem iz osebnih izkušenj. Manifestacijo sem že poskusil in delovala. Glejte, tukaj gre za nek poseben pristop. Ni to samo vizualizacija. To gre za spremembo vaše vibracije in to ne v enem trenutku, temveč trajno. Ali bo več osebno, to sem že omenil, da ni treba deliti, kar nočete. 2 leti vam garantiramo, da imate dostop do vsebin. Mi imamo ljudi, ki so bili pri nas 2020 na delavnici in še vedno imajo dostop do vsebin. Sem ena tisti, ki se ne premakne, v redu, manifestirajte, da se boste premaknili. Kaj, če ne morem slediti urniku, sami si prilagodite svojemu urniku. Je kakšna garancija za manifestacijo? Garancija je v matematičnem smislu nemogoča, vendar mi vemo, da hipnoza znanstveno dokazano vpliva na nezavedne vzorce, prepričanja, čustvena stanja. Ja? Da in kje lahko dostopate do vsebin na naši spletni učilnici, ki jo lahko brezplačno namestite na telefon, tablico oziroma na brskalnik. Imate cel kup praktičnih demonstracij noter, gradiva, koliko ljudem ta tehnika pomagala, milijonom ljudem po svetu, ali pomaga hipnoza pri odvajanju od alkohola, pomaga. Kako s hipnozo pomagati drugim, če te osebe ne verjamejo, dajte jim biti zgled. Kako se otreste tabujo v zvezi s hipnozo, testirajte jo. Zdaj imate možnost, da jo testirate 14 dni brez tveganja. Kako naj vem, da je hipnotična manifestacija dobra naložba v mojo prihodnost? Tukaj dostikrat mi ljudje rečejo, zakaj nisem že tega bistveno prej naredila. Ja. Koliko vas stane, če nič ne naredite? Vi sami se morate pri sebi oceniti. In kot rečeno, imate 14 dni, da se prepričate, to je to. Ja? Torej, link za prijavo je masteracademia.com, pošiljnica Vortex. Prijavite se tudi na prijava@masteracademia.com, če vam splet ne dela. Ja? Dajte uporabiti hipnozo, da postanete oseba, na katero boste ponosni. Že zdaj to uporabljate. Mi poznamo placebo efekt iz medicine, iz farmacije. Kaj pravi Katja? Ona pravi, da kot zdravnica, kardiologinja, to bi morali učiti že na medicinski fakulteti. Kot rečeno, vedno se obrnete na zdravnika in hkrati raziskujte sami, kako si lahko pomagate. Vanja je pomagala sebi ljubljeni osebi, ki je imela neozdravljivo obliko raka, da je po enem letu, po tisti diagnozi, šla smučati. Izboljšate lahko svojo polarnost, ni važno, kje ste sedaj, izboljšate lahko finance. Jaz imam en primer, kako sem bil na -600,000 in potem sem prišel tisto leto skoraj do izgorelosti, ker sem trdo delal in potem sem ugotovil, da je boljše, da delam skupaj z hipnozo in laboratorijem manifestiranja pametno. In tukaj so številke, ki jih je Nina, ki ste jo prej spoznali, manifestirala. Prvič je bilo 1000, drugič 5000 in tretjič 41,000. Otroku boste lahko pomagali, to sem že rekel prej, da mu date ribo, ne da mu samo, da ga naučite, kako lovi ribe, ne samo, da mu dajete ribo in ne dovolite, da otroci ponavljajo vaše napake. Vi jih popravite že. In zato vas vabim, da se naučite manifestirati zase in za svoje otroke. Tukaj so zdaj znanstvene študije, torej hipnoza pri bolnikih s fibromialgijo, zmanjša bolečino, izboljša duševno zdravje, izboljša spanje in kakovost. To je vse iz knjižnice, največje knjižnice za medicino na svetu. Bolečina se je zmanjšala, bolje spijo ti pacienti in tako naprej. To je zdaj spet študija iz ta Journal of Medicine, največja medicinska knjižnica na svetu.
Hipnoza pri opuščanju kajenja je učinkovitejša od nikotinske nadomestne terapije pri bolnikih, hospitaliziranih zaradi bolezni povezanih s kajenjem. Torej, hipnoza je bolj učinkovita kot nikotinska nadomestna terapija. Recimo, hipnoza pomaga pri sindromu razdražljivega črevesja, hipnoza pomaga pri nespečnosti. To je spet znanstvena študija, randomizirana, kontrolirana študija. Ja? Je pokazala, da hipnoza izboljša spanje. Vedno, ko imate neke zdravstvene težave, se obrnete, smo rekli, na zdravnika, raziskujte, kako vam lahko hipnoza pomaga, ker boste presenečeni. Torej, danes ni konec, danes je začetek. Najslabše, kar se lahko zgodi, da se naučite ogromno novega, to si zaslužite, če ne zdaj, kdaj. Ja? Dajte narediti prvi korak, jaz vas bom vodil naprej. Dajte postaniti mojstri in mojstrice hipnotične manifestacije. Manifestirajte s hipnozo. Evo, Andreja, zdaj sem bil pa res izčrpen. Sem si malo preveč slajdov dal, ko smo bili tako izčrpni že prej. A je kakšno vprašanje, ki vam lahko odgovorim? Res sem bil mogoče hiter v tem mojem procesu. Marija se je poslovila. Hvala, Marija, ki si bila z nami. Boštjana, tudi sem videl, da se je poslovil. Polona, prijavite se. Čau, Polona. Sama je bila udeleženka praktika in mojstra in posluša, ker zvedno kaj novega. Hvala ti, Polona, za ta feedback. Tudi, da si vzdržala toliko časa, ker vidim, da sem vas kar prehnal stran. Imam še drugo vprašanje. Vidim našo Valentino Winkler. Čau, Valentina. Dobrodošla z nami. Marjana, vidim tebe. Boštjan te vidim. Nina še z nami. Irena, tebe tudi vidim. Čau. Še z nami si. Evo, še kakšno vprašanje. Vem, da sem bil hiter. Dobro. To ste slišali. Ene niste slišali, ker nekaj ni delalo čez vikend. Nima nobenih vprašanj. Ok. Mojca, hvala ti. Kakšno vprašanje imaš, Mojca, zame? O manifestaciji ali pa ciljih in tako naprej. Kar sem se potrudil odgovoriti, upam, da je bilo koristno. To je bil zdaj speedy način predavanja. Andreja, kakšno vprašanje, ki smo lahko dobili na začetku? Lahko preberem? Te prosim, ja, si tako prijazna. Najprej tole. Ali bodo moduli v živo, kaj če kak petek ne morem sodelovati? Moduli so vnaprej pripravljeni in vi ga lahko poslušate kadarkoli želite, niso v živo. Ali vsebujeta certificiran mojster manifestacije in hipnotična manifestacija podobna znanja? Res je. Podobna, mogoče, recimo prav mojster manifestacije je res natančen, podroben in tako. Tukaj pa bomo imeli mogoče samo praktično implementacijo na hipnozi. Tukaj je dejansko izjemna povezava s hipnozo, torej mi se bomo pogovarjali o hipnozi in kako v hipnozi manifestirati. Tudi pisanje bo hipnotično pisanje in tako dalje. Tako da ja, podobno in različno. Ja. In posodobljeno tudi in zgoščeno. Mogoče zgoščeno, posodobljeno. Kako se spopasti z razočaranjem, izigranostjo, z izdajo zaupanja? To je Anja spraševala že prej. Tukaj se mi zdi pomembno to, da vse ta občutka so negativne vibracije. Torej, če se spomnite onih 5 nivojev, ki sem imel shifta, prvo je suffering, trpljenje. Mi moramo reči, ali mi to, kar zdaj čutim, pač izigranost, pa kaj, Andreja, pa mi še enkrat, te prosim, 3 čustva. Izigranost, razočaranje in izdaja zaupanja. Mislim, vsa te 3 čustva so negativna vibracija in negativna manifestacija. In kaj tukaj svetujem, je to, da čim prej spustiti, odpustiti. Reči, ta stanja mi ne koristijo, meni so mi škodljiva in se poiskati nek nov smisel. Zdaj, najlažje je to narediti, ko greste v neko hipnotično stanje, spremenite vibracijo in takrat ne čutite tega. In v tistem stanju vam jaz svetujem, da si date neko namero, da boste v dobrem čustvenem stanju. Torej, vaša namera mora biti ne, recimo, če gre za neko izigranje v poslovnem svetu, ne da boste zdaj poslovno uspešni,
ne bo prva namera ta, da se boste dobro počutili, da boste našli mir in da boste našli neko pomiritev s tem. Ali pa ozdravitev s tem. In potem šele po vsemu temu bi jaz vam svetoval, da iščete izboljšave. Torej, jaz bi šel postopoma izboljšati vibracijo. Je zelo težko iti iz tega negativnega vorteksa ali pa negativne vibracije v nek top občutek. Tudi jaz nisem prišel čez noč do tega občutka, tako kot je Igor že prej rekel, ne? Temveč, ja, tukaj bi šel postopoma, no. Več stvari vam bo pomagalo, da odpustite nekomu ali pa neki osebi, ne. To, da rečete, ta oseba, karkoli je že naredila, je naredila največje pa najboljše, kar je lahko naredila z viri, ki jih je imela na voljo. In potem, da rečete, moja vibracija, moje čustveno stanje je moja odgovornost, kaj oseba naredi, je njena odgovornost, vi morate fokus in energijo usmeriti na sebe. Ja? Kaj boste pa vi naredili? In to mi je pomembno. Usmerite pozornost nase in zdajte se zavarovati, vaše čustveno stanje je najpomembnejša stvar, ki lahko naredite. Ja, čau Jadranka, čau Jernej. Ne vem, če sem to odgovoril, Andreja. V redu. Tomaž pravi, če lahko samo hipnoza škoduje, vidimo vprašanje zdaj, ker sem tudi jaz v chatu. Ja, mislim, absolutno, da lahko škoduje, če ponavljate butaste sugestije. Torej, če ponavljate, kako sem jaz Boga, če se smilite sami sebi in igrate vlogo žrtve in to ponavljate, seveda lahko sami sebi škodite. Ker na koncu postanete žrtev. Lastne samo hipnoze ali pa lastnih samo sugestij. Če pa dajete dobre sugestije sebi, je pa seveda zelo težko, da boste nekaj slabo naredili, ker se boste vi dobro počutili. Torej, samo hipnoza škodi takrat, ko dajete slabe sugestije. Ko dajete dobre sugestije, je pač to nemogoče ali pa relativno težko. Spet, jaz tukaj povezujem hipnozo in zakon privlačnosti malo skupaj. To je malo poseben hibrid, ta študij je res malo poseben. In tukaj bi še posebej opozoril, ne more vam sugestija škoditi, če ste vi v dobri vibraciji. Ker se vas tudi ne bo tako dotaknila. Ljudje vas bojo težko iz nekega občutka hvaležnosti, pozitivnosti vrgli dol iz tira ali pa dali v neko negativno stran. Torej, jaz vam dam primer, ker sem jaz na začetku se začel s tem ukvarjati, sem bil, ker gledam svojo vibracijo, relativno nizko. In potem se mi je zgodilo, da sem dobil sugestije, ti ne znaš predavati. To, kar govoriš, je brez veze. To je neka sekta. Pa ne vem kaj, vse živo, kar so mi govorili. Dobivaš še zdaj. Ja. Takrat se me to nevredno dotaknilo. Zdaj rečem hvala za to sugestijo, dostikrat pač pošljem neko ljubezen, neko hvaležnost tej osebi in se me bistveno manj dotakne, pa se me sploh ne dotakne. No. Nekdo je zdaj napisal, to ne vem, če sem povedal, zadnjič sem povedal, ja, je nekdo napisal, ko smo dali mi povabilo za to hipnotično manifestacijo v torek, v ponedeljek, to je bilo tako, je napisal, da če se vidiva v živo, mi bo razbil lobanjo, raztreščil lobanjo. Jaz te osebi želim ljubezen, mir, srečo in tako naprej. Ne verjamem, da oseba, ki je v sebi polna ljubezni, bi kaj ta zašla pisati sploh. Mislim, tako. Ja. Kako pride do vojn in podobne okoliščine, katere nima vpliva in se slabe stvari dogajajo nedolžnim ljudem in nanje negativno vplivajo, tudi če se pozitivno ravnanje. Ja, mislim, to je tako vprašanje, na katera ne vem, če znam odgovoriti. Jaz si upam trditi, da ljudje, ki imajo neko pozitivno vibracijo, se tako drugače izognejo vojni. Zdaj ne koristi nam, ker vi se lahko v nekem trenutku, če pogledate cel svet, kar je naredila tehnologija, zdaj nam informira dogodke z celega sveta. In seveda, večji del časa uporabijo mediji za negativne situacije, ne pa pozitivne, ne?
In jaz sem prepričan, da je bistveno več pozitivnih novic kot je negativnih. Torej, bistveno več rojstev kot smrti, zato se tudi populacija veča. Bistveno več ljubezni je kot negativnosti, ali pa več miru kot vojen in tako naprej. Ne? In ne koristi nam, da gremo v negativno vibracijo vojne. Mi moramo najti mir v sebi, pomiritev s tebi in iskati načine, kako lahko po svojih najboljših močeh pomagamo ljudem, ki so morebiti v vojni ali pa neki težki situaciji. Torej, ne reševati sveta in vojne, rešite mir v sebi najprej. Ker če hočete mir v svetu, morate začeti z mirom v sebi. Torej, mislim, ne vem, če sem to kaj pametnega na tem področju rekel. Ne? Vi sprašujete zelo težka vprašanja na področju manifestacije, ne? Nekatere ni enoznačnega odgovora. Zdaj jaz bom dal tak malo duhovni odgovor, ker recimo pustimo vojno, ne? Kot nek dogodek, recimo ljudje lahko celo odrasla oseba lahko mimogrede se odloči, da bo zdaj zbežala in zapustila, namesto da se borila ali pa se osvobodila nekje, kakorkoli in tako. So pa primeri manifestacij, ki so še manj razumljivi, ko recimo nekdo, ki je dojenček, zboli, pa pol umre in ta oseba zelo težko zavestno se odloči, zdaj, pa zavestno ima neko negativno vibracijo. Ne? Je pa res to, da dostikrat, tako kot Ester Hicks, ki to vprašanje, ki sem poslušal, kako Ester razlaga skozi Abrahama, ne? Je to dosti sorodno temu, kar tudi jaz verjamem, ne? Ali pa sem se tudi od nje naučil, je to, da mi se dostikrat vnaprej odločimo za neko izkušnjo. Preden stopimo kot duhovna bitja v fizično telo. In mogoče je to izkušnja, za katero se nekdo naprej odloči. Ne moramo zdaj v štartu obsojati vse izkušnje. Če vzamete Nika Vujčiča, ki nima rok in nog, a je njegova izkušnja bivanja na tem planetu slabša kot vaša, ker nima rok in nog. Ali se nam on smili, ali je on neka dobra oseba na tem področju. Ne vem. Ne vem. Ok, ne vem, če sem to odgovoril. Ja, kaj pa, če deluje nekaj časa, potem te vrže v prejšnje stanje? Mislim, Jožica, jaz mislim, da je to pa neka konstantna naloga. Zato, mislim, ne vem, če ste vi probala že hipnozo, jaz sem pač jo svetujem. Hipnoza je zame neko orodje, kjer boste najbolj trajno umirili svoj notranji svet. A ni boljšega orodja, no? In kaj jaz naredim, če me vrže, tako kot ste rekla prej, poslušam zgoščenko. Poslušam neko pač hipnozo. A pa naredim sam zase svojo samo hipnozo. No. Tako da tudi meni se zgodi, da me vrže in tudi jaz poslušam potem nazaj. To je nenehen proces, je to, ni konca, da ste izrekli, da je to en proces. Ne. Nisem dobil odgovor, zakaj nisem dobil to klita, če sem prav dala podatke o mojem finančnem računu. To pa jaz nič ne vem. Če boste razali, jaz bi sam prosil, če karkoli povezavi z nami in operativnim delom imam jaz ekipo, ki skrbi za to, jaz res se ne upletam, to niti ne vem in če boste tako prijazni, jutri med delnim časom pokličete in me bojo punce pomagale. Ja, kako lahko vi, mislim, zdaj jaz prav davčno zakonodajo ne poznam, mi imamo vsebine, ki so povezane z poslom in vi utemeljeno izboljšujete svoj posel, mi vam tudi damo uraden certifikat karizmatični vodja, ker je hipnoza dokazano povečuje karizmo in karizmatičnost, vodenje, komunikacijo in tako naprej. Tudi boste videli ogromno aplikacij, čisto vsaka stvar vam bo lahko izboljšala zdravje na delovnem mestu, vam bo lahko izboljšala, ker vi lahko tu prenašate naprej sodelavcem ekipi, vodstvene, komunikacijske, prodajne sposobnosti, pisanje prodajnih pisem in tako naprej. Tako da mislim, 1,000,000% lahko vi pokažete vrednost za podjetje skozi vsebine, ki jih boste tukaj dobili. Torej, te vsebine, ki jih vi dobite tukaj znotraj v delavnici, recimo hipnoze, boste videli, so dostikrat v prodajnih tečajih, v vodstvenih tečajih. Jaz vzamem to, kar vas učim in me povabijo, da predavam, recimo, zdaj bom imel eno predavanje za domove upokojencev, ja, in recimo jaz pač vodje učim, kako predavati
kako te tehnike uporabiti pri svojem delu. Ker pač vodja mora biti umirjen, sproščen, mora znati boljš komunicirati in tako naprej, tako da absolutno. Ja. Mislim, jaz 1000% verjamem, zdaj pa pol na koncu zmeram vprašanje, kaj vi počnete, s čim se vaše podjetje ukvarja in kako lahko seveda tudi to vi znotraj podjetja utemeljite. Mi zaenkrat prav tako strokovno, tehnično dajemo ogromno vrednosti, s katerimi je podjetje bolj uspešno. In tudi to, vi če ste kot posameznik znotraj podjetja bolj uspešni, je podjetje bolj uspešno, bo podjetje imelo več prometa, več davkov plačevalo in na koncu je tudi pač zadavčno to plus, ki boste vi rasli. Ker če vi narastete in podjetje ne bo raslo in bo prihodki šli nizki, ne boste tudi davkov plačevali za državo in bo to nekoristno za njih. Ne vem, če sem to odgovoril. Aha, Darja, hvala ti za tudi ta feedback. Hvala ti res. Jorica, hvala. Simona, poslušati je prijetno. Ni še uslišano, vse ob svojem času, pride se zgodi. Ja, Simona, delaj na temu. Jaz doskrat poudarjam, ker sem začel v knjižnici, sem bral knjige, tako kot Marija zadnjič rekla. Bral sem in potem to je kot neka snežena kepa. Ja? In zdaj je 22, dajte si nekaj želeti, ker to so srečne številke. Ja. Marička, malo se je zavleklo. Pred slajdu sem si dal, ker nisem vedel, da bomo imeli tako izčrpno Nino in Igorja in Marija se ne je prikazala tudi in tako naprej. Ne. Ja. Ok. Kaj smo vse izčrpali, Andreja? Nismo, ne? 22. Zdaj horemo v disko, ali kako že? A danes so takšne diskoteke odprte, ali ne vem. A sploh še obstajajo? Kako je že ona, ki je v Šiški še kaj odprte, ne vem, ki je. Je v Sloveniji še kaj odprte, zdaj v teoriji, da gremo. Ja. Petrol. Ok. Čakaj, še kaj sem pozabil? Ne, Petrol je odprt. A ja, na pumpi, se dobimo na pumpi. Ja, dobimo na pumpi. Ok. Jaz mislim, da sem vse odgovoril, nisem, vse ne vem. Malo smo filozofski bili. Jaz vas vabim, da ste seveda z mano in z našo čudovito ekipo. Vem, da se bomo imeli fajn. Ne vem, če kaj drugega še tazga. Ti imaš še imel vprašanje, ne, Andreja? Prosti, kaj? Imaš še ti kakšno vprašanje, ki ga nisem... Ne. Edino prej sem odgovorila jaz sicer, no, vedno govoriš o zgoščenkah, to te bom mogla naučiti, da nehaš, ker Ja, res potem je. ljudje mislijo, da rabijo CD-player, ki ga noben več nima. Oprosti. Ja. Ja, jaz prihajam iz časa, ko so bile še kasete. Ja, tudi jaz. Ja, in potem so bili CD-ji in zgoščenke, ne, in zdaj imamo MP3-je. Ja. Sploh ne vemo še, kaj bo, ne več. Tako da ja, zanimivo obdobje, ni? Ja. Ok, fajn. Ne vem, če sem kaj pametnega vam danes dal, malo upam, da ste dobili. Sem hvaležen, ker ste bili z mano. Marjano vidim, Boštjana vidim, Valentino vidim. Vsi ostali ste brez kamere, malo vas je lepo bilo imeti tukaj. Dragi moji, sem počaščen, vesel. Vidim vas res veliko vas je bilo. In ja, jaz mislim, da to je to. Ni več vprašanj. Hvala, ker ste bili. Andreja, počaščen, hvaležen. Dajte se prijaviti, ker danes dobiste eno res čudovito darilo. Darja, praviš, da je smer nekaj novega. Kako lepo, sem ti hvaležen, da si bila z nami, tudi za tvoje feedbacke sem ti hvaležen. Vidimo se na drugi strani. V petek prvi taki mini modulček za tiste, ki boste hipnotično manifestirali. Hipnoza, boste videli, je kar bolj poglobljena, ma boste navdušeni. Jaz sem prepričan, no. Mene je navdušuje. Veš, da sem razmišljal, kaj je tisto, ki je tako blizu mojemu srcu in duši. In jaz prav verjamem, da je to zdaj izjemno blizu temu, kar mi je blazno srčno. No. Tudi zato. Tako da se vidimo. Andreja bo imela v sredo čudovite goste, ne tako, Andreja? Jutri imate pauzo in če koga zanima,
pridružite se tudi Andreji, bo krajše, obljubim, bistveno krajše, ne Andreja? Pa In, ne obljubim. ja, Andreja ne obljubi, ok. Odvisno od gostov. Ja, Ne bom imela toliko slajdov, ne tu poobljubim. Ne, slajdoma, jaz veš, sem rekel, a če kar vse preskočiti, ali pa sem šel tako hitro skozi, da to je bilo prav Speedy Gonzales. Ana Marija, tudi tebi iskrena hvala, se vidimo na tečaju. Hvala Marta, tebi, Dušan, se vidimo. Andreja, to si pa ti. Ja, berem komentarje. Nina, hvala, ker si bila z nami, ti si res legenda, ne? Če zdaj rabite kakšnega odvetnika, je Nina pravi naslov in se bo borila z vami, ne z vami, za vas, ne? In še hipnotično boste imeli možnost, da vas umiri, kar je zelo pomembno. Tako da ja, res hvaležen, počaščen za vse, zdaj pa mislim, da zaključimo, ne? Hvala, bodite v cvetju. Aleksandar, a se pri tebi kdaj končaš tudi? Naša Nataša. Nataša, veš, kaj se je zgodilo? Ti pa veš to zgodbo, ne? Se pravi, ker to moram še povedati. Mi smo bili skupaj na enem seminarju v Italiji. To je prav mičken študij zdaj, kaj imamo. Prav mini študij je to, no? To ni tako poglobljen študij, je tak mini praktičen za manifestirati in jaz bi rad čim več takih manifestatorjev, da dobimo, no? In en naš sošolec, mislim tudi vaš sošolec bo, no, ima neke limonce. In jaz kupim od njega sem kupil tudi 2 litra limonce, ne. To je nekaj, pač, ne, jaz zelo redko pijem, moram priznati, če sem Primorec, je to izjemno redko, ne. In sem rekel, moram prinesti mojim sodelavcem to limonco. To je tako neka reč, ne vem, če ima 20%. Koliko misliš, da ima Andreja? Do 25. Ima 25. No, Tak blah limončelo. Ja, no. Ta limonca in danes, jaz se prinesem te moji sodelavci, ogledajo, kaj je ta limonca in danes, ko zaključimo delovni dan, tik pred, no, se je moj sodelavci v Jomači rekel, jaz bom to oprl. Moramo to probati. In ja, limonca je spršla, Nataša, oprosti, to sem zdaj sam komentiral na tvoj feedback, skozi se učimo, ja. Tako da, hvala vsem, Vesna, tudi tebi hvala, bilo mi v čast veselje, Andreja, točno 100 nas je, spet lepa okrogla številka, zdaj pa res, ostanite v cvetju, vas pozdravljam, hvala vsem, lahko noč.